Lepo je, ko smo v domu Božjem, ko skiper slavimo Gospoda, ko skiper poslušamo njegovo sveto Božjo reč. In ko smo leko tu, to je njegova Božja mila, vsaki dan znova leko povemo, hvala ti Gospod za nove, za dobljene dan, za moč terno ti daješ. In mi se imamo, gledajte, sveče lemenje vsi za dokaj močne, hrabre, nič nas ne mrestrete. Ampak znate, s tem, da sami v sebi tako mislimo, imamo tudi eno nalogo, zapoved, skoraj to bi rekel. In sicer v Rimljanom, tekst, ktorega bomo prešteli, je zapisan v začetki prvih par vrstič v Rimljanom in tako pravi: mi, ki smo močni, poslušajte vsi tisti, ki se smatramo za močne, smo dolžni prenašati slabosti šibkih, ne pa ugajati sebi. Vsak izmed nas naj skuša ugoditi bližnjemu, in to je človeško gledano nenormalno, in sicer v njegovo dobro in njegovo izgraditev. Kakšen absurd, ne? Saj tudi Kristus ni iskal lastnega ugodja, ampak, kakor je pisano, sramotenja tvojih sramotilcev so padla name. Karkoli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo napisano naše poučevanje, da bi odprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje pismo, imeli upanje. Bog potrpežljivosti in tolažbe pa vam daj, da bi bili med seboj istih misli, v skladu s Kristusom Jezusom, da bi z enim srcem in kakor z enih ust slavili Boga in Očeta našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zato sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas v Božjo slavo. Pravim namreč, da je Kristus postal služabnik obreze zaradi Božje resnice in je zato uresničil obljube, dane očakom, medtem ko narod slavijo Boga zaradi usmiljenja, kakor je pisano. Zato te bodo slavili med narodi in pel bom tvojemu imenu. In še pravi, veselite se, narodi, za njegovim ljudstvom. In še, hvalite Gospoda vsi narodi in slavijo naj ga vsa ljudstva. In Izija še pravi, pognala bo Jesejeva kornina, on, ki vstaja, da bo vladal narodom, vanj bodo upali narode. In 13. Bog upanja, pa naj vas napolni z veseljem in mirom, v verovanju, da bi bili v moči Svetega Duha polni upanja. Gospod Jezus, hvala ti za to dragoceno besedo, za tvojo milost, da smo leko tu in odpri naša srca, naš da bomo doumeli in Gospod dragi, naj samo čuli, tudi ravnali po tvoji besedi. Amen. Mi smo v adventnem času, 3. adventna nedelja je in kot deca se vsi veselijo, ali veselijo, ga sebe še malo med deco šten, lepo, ne? Se veselimo tega posebnega časa. In kaj se spomnim nazaj, da so bili še male, tisti adventne koledare, ki smo dobili, so netro bile čokoladice, za tisti in slika, vsak dan si eno odpro, pa vezijo razen, če si bil to kot moj brat, ko si znal krat strajno odprejti, plastiko vi potenti, čokolade pogesti, plastiko nazaj noter, ne to bilo. In vsak dan smo se nekaj novega želeli, nekaj sanjali in gnez dan se je marsikaj spremenilo. Otroci se na splete iščejo božična darila, koščejo mete, nekatero dajo kar v nakupovalne košarice. Tej teden se čul, da starši jemljajo kredite, da leko deci plačajo božična darila, da zadovoljijo želje, ki jih imajo. Božič, ja, tako je. Božične pesme odzvajanjajo že tedne in tedne. Letos sem čul 1. oktobra, Last Christmas na radiju. Se pravi, kaj je zadnji čas, ko čujemo. In advent postaja, če duže bole, ko bi naporen. Vsega nam je te
prav te konce, čeprav je čas pričakovanja nekaj lepega. Vsega nam grata že preveč, naporno. To mnogi tako pravijo. Dnes je 3. adventna nedela in do Božiča je kako še 14 dni, če štejemo zdaj 25. Božič, ne? In začne se odštevanje. Samo še 14 dni. To še moram kupiti, to in pa to moram darilo kupiti. Povejte, če se motim. To moram speči, pa skujati, ka te pridejo, pa se napravimo sezname, dolgje bodemo, ka se nikome ne zamerimo in bežimo in tako dole in dole. Ampak advent je tudi drugi čas. Je čas, da se leko babice ali pa ati pa mame zjemo s svojo vdecov. Čas, kakšne piškote spečemo, da se imamo lepo, je čas, da leko normalne, lepe božične pesem čujemo, da se imamo čas, spijemo kakšen čaj, spijemo kakšno kuvano vino, idemo na mrzel sprehod in se veselimo topluga doma, da domov prijemo. Advent je tudi čas, če smo si iskreni, da čakamo, da Gospod pride v naše življenje, da res čutimo njega, da on živi v naših življenjih, da opazimo, da je naša duša ločna, da nucamo nekaj druga, da nucamo počitek, mir, da se damo čas za dobre misli, čas za nekaj lepega, za ljubezen. Ali pa nucamo za advent tej čas le še samo lučke. Moderno je zdaj, da potujemo iz mesta v mesta, gledati lučke, nakujeno vino, kekse. Nucamo vse to, ali pa se ščemo res en lepi, meren čas, da leko razmišljamo o Gospodu, da leko razmišljamo o sebi in leko razmišljamo o vsem tem, ko je za nas pomembno. Da imamo čas, da pomislimo tudi na tiste, štiri mogoče ne je to dobro, da pomislimo tiste v naši bližini, štiri so mogoče osamljene. Jaz ne vem, kako je z vami, ampak resnično vsej nam bi si želelo in tudi sam sebe, da bi si našli en čas mira, tako malo romantično povem tej čas, da bi si vužgali svečo, poslušali kakšno muziko in razmislili o svojem življenju. O tem, što smo, kako smo že popevali prelej, kakšno ga Gospod vidi, ker on vidi v globino mojega srca. In nekaj mi verujte, če ščete tej čas mete, potem dente kraj telefone, potem dente kraj ali pa vi štekajte televizije. Zakaj? Ker zelo hitro, da se vzemo čas, čujemo v ozadju tisti ting, ting, bim, bim, ne vem, kako to gre, in nas zmoti. Hitro pomislimo, što bi zdaj leko bil, ko moramo napraviti, ko nas čaka. Hitro čujemo mogoče novice, ki nas pretresajo, da vidimo stvari, štere so ne tako fajn, politične zmešnjave, lakoto, katastrofo, vojno v naši bližini. Zdaj, da začne mrzlo glačivati. In mi smo čuli, kako bode, če ne slučajno elektrike, če ne plina za ogrevanje. Jaz sem si malo razmišljal o tem, ampak v Ukrajini, to smo že skoraj pozabili, kaj je to še vojna. To dejansko ne do nič od tega imeli. In to so zime malo drugačne, kako so pa tu pri nas. Mislimo, da imamo te ljudi v molitvi in ko se da, njim pomagajmo. Zdaj, te naše želje, vse, ko ščemo v tom adventnom času napraviti, to je leko kot ena glazura na eno lepoj torte ali pecive. In da pogledamo to v luči realnosti, v času, v katerem živimo, ta glazura zelo hitro se posuši, začne polkati in zgibi ves svoj bliž. Ali je bilo včasih drugače? Teh, šterega smo prešteli, guči, že kar nekaj let nazaj je bil v tem govora.
Ampak tolažilno pri tem je, da je Sveto pismo še vedno realno, še vedno je sveže, še vedno je sodobno. In tej tekst, ktorého smo šteli tu, je Pavel pisal cerkvi v Rimljanom. In tam so imeli tudi težave v tistom času. In sicer Rim je bilo mednarodno mesto, bi tako pravili. Multikulti, več kultur v eno mesto se je prišlo skupaj. In to je bila tudi cerkev. Cerkev, ki je verjela v Jezusa Kristusa. Med njimi so bili Židje in med njimi so bili tudi pogani, ki so se spreobrnili. In sedaj so imeli te probleme s tem. Židje so se kljub temu, da so se spreobrnili, držali svoje tradicije, svojih pravil, svoje praznike praznovali, soboto. Židje so ne smeli jesti svinjskega mesa, pogani so jeli, vseeno so pa bili skupaj v enoj cerkvi, skupaj so bili. In tu so bili razprtije. Dve skupine, ljudje, mislim, kaj bi lahko pravili še več, ampak lahko jih delimo v dve. In zdaj se mogoče mislite, pa kako ima to veze s tem današnji čas? Ali je to resen tok oddaljeno? Ampak, ali ste že čuli, pa tebi naj bil krščanik, da ljudje tudi iz cerkvi na drugo gledajo, tebi naj veren, mogoče, što izmed nas ima takšno mišljenje. Pa hodi v cerkev, doma pa se za ženov kregata, se štukajo. Hodi v cerkev, ovse je pa celo lovčo. Drugi goljufa, kradne, goljufa davkarijo, ali popiva, v nedeljo pa ide v cerkev. Ali pa glej ovoga, kristijana pravi, ka v cerkev ode, ampak v cerkev ide samo za svetke, za Božič, za Vuzen, pa tu pa kaj tom. Ali pa dole, kako se hitro na sleku razdeli, pa glej, kako se je te obleko, kakšne barvo las že pa ima. Same gne spredga, pa niti kravate gor ne ima. Prej sem tako malo skozi pogledno. Koliko je bila včasih kravata v naših krogih sveta, samo Viktorju gne smajo. Med ženskami, koliko je robec bil svete, samo Benkova Micka je gor majo gnes. Ko s čem povedate? Koliko smo včasih osko mišljeni in hitro obsojamo eden drugega, ne vidimo pa, ko se za tem se skriva. Tudi v naših cerkvah se zbira ljudi, štiri imajo drugačen pogled na življenje, drugače gledajo na življenje, drugačen pristop. Vsi smo si popolnoma različni. In zato, ker smo si različni, drugače gledamo na te stvari. Ampak, kaj je pomembno? Kaj je pomembno, je naše življenje in naša vera. In tako tudi Pavel, pravzaprav, je tudi on ne bil ena takša prijetna oseba, če vidimo malo. Mnogi so se z njim ne strijali, kajti znova in znova se je spopadal z drugimi, ker je včasih dosta krat preostro pravo. In tu v tom primere, pa tema dvema skupinama, štere so se štukale, da enostavi na spet in citira iz Svetega pisma, pa pravi, pa dajte, sprejemajte enostavno druga. In te to potrjuje z citatami iz Stare zavede. Za Boga, pred Bogom ste vsi enakovredni. Sprejemajte druga, tako kot vas je Kristus sprejel. Nekateri se zdijo te vrstice znane. Dostakrat te vrstice uporabljamo pri porokah, da se štoj ženi. Sprejemajte. Ljudje bi si mogli pristopiti in si podati roke, se poslušati. Namesto toga pa se dostakrat kregamo, v križ gledamo. Druga probajmo razumeti, kaj se v njem dogaja. Pogovarjamo se in razumemo, zakaj je takšen, kot je in je ne drugače. To dostakrat enostavno zveni. Ampak je zelo težko. Meni je v tom kedne
Tu je pretresla novica, da si je vzel življenje. Ne? Zakaj? Pa smo si mislili, zdaj pa se pogučavali, pa dobro, pa Beteržem je bil, pa to, ampak zakaj? Težko je to razumeti, ne vemo, ko se v življenjih ljudi dogaja. Tudi zdaj, to je ti adventni čas. Znate, ko se dosta ljudi boji teh božičnih praznikov. Mi dosta krat se učimo lepo v krogi družine, bomo praznovali. Dosta krat imamo tej problem, ker ne vemo, koma kaj hiteti, da bi zadovoljili želje vseh naše rodbine. Ampak znate, nedolgo nazaj sem govoril eno zelo veliko probleme. O probleme osamljenosti. Mnogo ljudi je dan danes osamljenih, ki na sveti večer prijejo domov, pa njega nikoga. Ki v Božič idejo v cerkev, pa prijejo domov, pa njega nikoga. Mislimo na to. Molimo se za njih. Napravimo z naše strani vse, ko je mogoče, kot tudi takšni ljudem olepšamo praznike. Ljudje se moramo srečati eden z drugim. In prej sem pravil, to je ne tako enostavno. Dostakrat je zelo težko. Kajte z nekakim se srečate, se pogučavate, je vred in lepo, ampak prej ali slej priješ do točke, da se ne strinjata. Da vidiš, da je ne vse to, kako na prvi videz izgledalo. Da je ne vse to, kako se je pokazalo. In ti naenkrat vidimo razlike. Vidimo različna mnenja in poglede na življenje. Ampak Gospod nas vabi, tako smo prešteli, mi, ki smo močni, smo dolžni prenašati slabote šibkih in ne ogajati v sebi. Stopiti korak nazaj, popestiti. In Pavel je to znal. In on je bil zadosta človeški in moder. In tu pravi, pa dajte, držite se vendar osnove vere, šteromate v misli. Pomislite na to, ko je Jezus napravil za nas. On nas je sprejel takšne, kako smo. Z vsemi svojimi slabostmi. On nas je sprejel in tega se spominjamo v tom adventnem času. Spomnite se, da je Jezus prišel na tej svet zaradi tebe, ker še tebe sprejeti. In vsako leto praznujemo tej Božič. Veliki Bog, pred katerim bi nas moglo biti strah, ker nikdar ne bomo mogli biti 100% takšni, kot on zahteva. Nikoli. Ampak on niti ne čaka smo. Ampak enostavno, ko odkriti pridemo pred njega in mi svoje srce izlejemo, pa povem, Gospod, tu sem. Prej smo pevali, žal mi je mojih grehov, žal mi je to, ko sem napravil, ti vidiš breme mojega srca, ti vidiš globino mojega srca, pred tebo je izlevan in hvala ti, ko me ti sprejemaš takšno, kot sem. In zakaj to naš Gospod dela? Zakaj se ne je prišel in uveljavil takoj, da je prišel na svet kot kralj? Zakaj sebe Bog, vsemogoči Bog, izdaja kot manjšega, manj vrednega? Zakaj je grato? Dejte, služabnik. Ena zgodba, štero sem preštel, pravi angelček, mali angelček zgodba je bil zelo razočaren. On je bil šel na zemljo in je šel oznanjati, evangelizirati. In da se je vrnil v nebesa, kako razočarane, pravi, pa skušal sem ljudem oznanjati Gospodu v prihod v tom adventno čase, ampak nišče ne imel časa mene poslušati. Zato je pito toga večjega, bolj modrega, bolj starejšega, velikega angela. Pa zakaj je Bog šel doj k ljudem? Pa zakaj je grato eden izmed njih, pa če se nišče sploh za njega ne zanima? In te veliki angel pravi to in malem, znaš, to tudi je to ne razmeti. Ampak druga odgovora njega, znaš, Bog ljubi ljudi. In če ljubiš, se ne moreš pomagati. Ti moraš to napraviti. In Bog nas tako ljubi,
da nemre noček i nešto noček, kako to, kad sam sebe žrtvuje za nas, oziroma svoje kraljestvo žrtvuje za nas in postane človek. In to je bistvo adventa. In povelj je to rozmus. Kristus me sprejme. Povelj je leko pravo mene, ki sem kristjane ubijo, klov, preganjo. Če je mene leko sprejel, potem leko mnogo drugega človeka ti. In zato leko napravi tole, pravi to, pa pravi, sprejmite druge takšni, kako so, in probajte skupaj živeti v meri. V praksi je leko to videlo. Gospa Horvat in gospa Kranjac, sem štero imej pravo štero tugej. Nega, isko sem premišljavo, kad ne bi koga osebno, se že več let ne pozdravljata. Skupaj sedita v cerkvi, leko bi ta moška tu bila, ne za ženske gledati. Ampak zdaj pač gej tu zdaj napisano. Se tako napisal. Se več let ne pozdravljata, skupaj sedita v cerkvi in na tretjo adventno nedelo grata vse naenkrat dobro. Si mislimo, lepo je bilo. Ne, ampak obej ste v cerkvi, obej ste čule Božjo besedo, obej ste razumeli, kako to pomeni sprejemati druga. Obej ste skapirali, da to ima opravka z njima. Obej dve skupaj v cerkvi popevljate lepe adventne pesmi ali preslavljenje in globoko v sebi hrepenejta, ka bi res leko se nekaj spremenilo. In bogoslužje je konec, pa če tudi ideta vsaka na svojo stran domov, Božja beseda v njuju leko še naprej dela. Zato je tako pomembno, da slišano besedo premlevamo. In da beseda pravi, sprejmate druga, tako kot nas je Kristus sprejel. In če to nagovarja tebe, potem prosi Gospoda, da ti da moči, da da hremenenje, da boš razmišljal o tem, kakšno bi leko bilo življenje, če bi gospa Kranjec sprejela drugačnost gospe Horvatove, ali pa obratno. Kakšno bi leko bilo? Razmišljamo o tem. In Gospod, s tem, da je prišel na zemljano, je to omogočil. Da leko že zdaj mislimo in znamo, kakšno daleko oziroma kakšno je naše življenje, če se predamo njemu. Kajti Jezus nas je sprejel. Na nas pa je, da mi sprejmemo njega. In mislim, da je to misel mi obtil povelj v srce in znova je povdaril v tom tekstu, večkrat najdemo besedo upanje. Pojavi se večkrat. To je kot en oklepaj, ki celi te tekst združuje. Upanje, pravi povelj, združuje Jude in pogane, močne in šibke. Upanje združuje v cerkvi bogate in revne, mlade in stare. Upanje se Boga drži, zaradi tega, ker je Bog to tudi obečal. On je nam dal obljube, na katere leko upamo, da so se zgodile. In mi imamo upanje in znamo, da Bog obstaja, da je naš Bog tisti mogočen Bog, ki nas odrešuje, ki zdravi naše življenja in naš svet, v katerem živimo, dela življenja vrednoga. Da bude on proslavljen. Naš Bog, ki ima odgovor na vsak naš človeško problem, vprašanje, zato jim zavipamo in vipamo, kada on dal odgovor. Ljudje so takrat hrepeneli tudi po tolažbi in po moči, po dobrom in pravičnem sveti. In to je ostalo.
Ljudje tudi gnez den, stoletja po tistem so ostali isti. In poveljno gnez kaže, kaj je naše hrepenenje, štero imamo leko potešeno. In zdaj za dneve pred Božičom, da imamo velike načrte, da planiramo lepo praznovanje v družinskih krogih. In to je za teko stvari za nas pomembno, štere moramo pripraviti. Ampak znate, nad vsem pomembnejše od vsega tega hitenje je to, kar si oddahnemo in pogledamo v sebe. Pogledamo v sebe z Božjimi očmi. Bog je prišel k nam in on gleda na nas, on pazi na nas. In ko drugega ščemo, ko nucamo drugega kot to, da nas nekdo sprejme. In draga sestra, dragi brat, ti si od Boga že bil sprejet. Ti se imenuješ Božji otrok. Dedič nebeškega kraljestva. In če se tega zavedamo, potem lahko napravimo tudi te korak vere in sprejmemo brata ali sestro, štiri mogoče ne iz čistak, po mojih predstavih. Bog upanja pa naj vas napolni z veseljem in mirom in verovanjem, da bi bili v moči Svetega Duha polni upanja. 13. vrstica zadnja, to piše, štiri smo prešteli. In res sem v tom adventnem času Gospod pomagal, da mu znali pristopiti eden drugome, sprijate eden druga, se radi imete, kako nas Gospod ljubi in pričakovate. Jezus je že bil rojen, ne več rojstvo Jezusa Kristusa, ampak ko bomo to znova doživeli, to ljubezen, što je imel Oče nebeški do nas, ko je dal svojega sina za vse nas. Amen. Amen. Jaz bi vas na koncu prosil, da stanemo vse gor in v zaključni molitvi pridem pred Gospoda. Pastor me je prosil in rad bi, da se kot cerkev tudi združimo za danes popoldan v Črnelavcih, za vse pevce, za vse nastopajoče naj Gospod bode močno prisoten med njimi, naj jih poveže Gospod in za vse tiste, ki do prišli poslušati, naj bude to sporočilo Božiča, adventnega časa, sporočilo upanja in sporočilo tega, da Jezus sprejema vsakega, ki šče njega sprejete. Gospod Jezus, hvala ti za tvojo milost in za tvojo ljubezen. Hvala ti, da smo lahko bili v tvojem domu, da smo lahko tebe slavili, Gospod dragi, da smo lahko poslušali tvojo besedo in Gospod, hvala ti, da si naše upanje, da si nas ti sprejel in Gospod dragi, da znamo, da je naš cilj pri tebi. In Gospod dragi, v tom upanju ščemo sprejeti tudi moje sestre, brate, Gospod dragi. Vse tiste, Gospod dragi, s katerimi mogoče so ne bili najboljši odnosi, ampak Gospod, ščem, da enostavno gledamo na tebe, da posnemo tebe in bodo ti proslavljeni v naših odnosih, v tvoje cerkvi. In Jezus, resnično naj oznanjamo tebe, živoga Boga, ki prebivaš v naši sredi, v naših življenjih. Amen. Amen.